Lepo pozdravljeni na letošnjem že tretjem Roza ZRC plusu, dogodku, ki nekako želi nasloviti teme LGBTIQ plus skupnosti, tako v splošni javnosti kot v akademski skupnosti. Kolektiv Roza ZRC plus, ki ga poleg mene sestavljata še Vesna Leponik in Maja Gostič, smo si letos zamislili nek kratek mini simpozij, ki se bo nadaljeval s prigrizkom, potem pa takoj nadaljujemo s smernicami za transvključujočo rabo jezika. Že zunaj ste verjetno videli, da imamo Roza bazar, kjer si lahko imate dostop do literature z LGBTIQ plus tematikami. Zelo lepo se zahvaljujem Tamari Mateša iz založbe oziroma Azila, Hani Bojanovič Kokot, Luku Oprešniku, Viki Sušnik in Gašporju Gabrielčiču za angažma v zvezi z Roza bazarjem. Lepo vabim tudi na večerni dogodek ob 8. in pa seveda na Roza Vintage, pisan s čajem, ki ga imamo spredaj pred vrati. Zdaj pa kar časa ni veliko. Ob sedmih in kar predajam besedi Vesni Leponik, ker smo kar v bistvu časovno zelo tempirani. Tako da lepo prosim. Lepo pozdravljeni. Torej najprej bom naredila en kratek uvod, nato bom predstavila govorke in govorce, ampak preden začnem, bi mogoče začela z enim krogom uporabe zaimkov. Torej z mano je Marina Gržinič, filozofinja, umetnica, videoumetnica, potem si bo zunaj mogoče ogledati dva njena filma, Razmerja iz leta 2012 in pa Odlomek iz novega filma. Vse filme dela v sodelovanju z drugimi umetnicami, umetniki. Marina tudi predava na podiplomski šoli ZRC SAZU in na Akademiji za likovno umetnost. Zaimki? Ona. Ja. Naslednja z nami je Vlado Kotnik. Vlado je filozofinja, sociologinja, antropologinja in predava na Univerzi na Primorskem. Je tudi avtorica pravzaprav prve pregledne monografije o transspolnosti, ki je šla leta 2022 pri založbi Krtina, torej zaimek ona. Maja Gostič je psihologinja, psihoterapevtka, asistentka z doktoratom, ki dela na Inštitutu za slovenske migracije in izseljenstvo, in pa glasbenica, in Tadej Troha, filozof, predstojnik Filozofskega inštituta in prav tako predavatelj na podiplomski šoli ZRC SAZU in na Filozofski fakulteti v Ljubljani na oddelku za andragogiko in pedagogiko. Torej, preden jim predam besedo, en kratek uvod v današnje razprave. Prejšnji četrtek, to je bilo 13.6., sem se odločila, nekako začnem razmišljati o tem, kaj bi bilo pravzaprav smiselno oziroma na kak način bi bilo smiselno začeti današnji dan, in ker nisem želela začeti na nek tak način, kaj živimo v teh in teh časih, ampak pravzaprav povedati točno to, ampak na nek mogoče malo bolj otipljiv način. Sem se odločila začeti z zgodbo, z eno tako zgovorno, resnično zgodbo o dogodku, ki se je zgodil 5. maja tega leta v Buenos Airesu. Zdaj, zakaj ta zgodba? Ker se mi zdi, da izjemno dobro pokaže ravno na to, da ne glede na to, da gre za nek drug geografski prostor, na neko univerzalnost mehanizmov nasilja. In gre za zgodbo, torej 5. maja 2024 je v Buenos Airesu, v predelu Baracas, to je eden predelov Buenos Airesa, ki so bili prej pač elitni, zdaj pa so recimo eden najnevarnejših in tudi bolj revnejših predelov. V eni izmed sob so živele 4 lezbike, to so bile Pamela, Mercedes, Andreja in Sofija. In njihov sosed, ki jim je predtem že velikokrat grozil smrtjo in jih nadlegoval, je v to sobo vrgel molotovko. In Pamela, Mercedes, Andreja in Sofila so se vnele in začele goreti in želele zbežati iz goreče sobe.
to, da sosed je blokiral izhod. Preživela je samo Sofija in ta primer je tako dober, tako zgovoren, ravno zaradi tega, ker so Pamela, Andreja, Mercedes in Sofija gorele ne samo zato, ker so lezbike, ampak zato, ker so revne in lezbike in ker seveda živijo pod ultradesničarsko vlado Javierja Mileja, ki seveda stopnjuje sovražno retoriko do manjšin, kar pa seveda zveni precej znano. To, da med pač samim razmislekom, da bi začela z tem primerom, s katerim sem pravkar začela, sem se zalotila, da me pravzaprav preganja še ena druga misel. Da zakaj pravzaprav tako vnaprej razmišljam o tem, s čimer bom začela, če se bo v soboto, torej 15.6. oziroma v soboto 15.6. zgodila še parada ponosa v Ljubljani. In glede na to, kar se je dogajalo lani na paradi ponosa, je zelo verjetno, da se bo kaj zgodilo tudi letos. In k temu je prispevalo tudi dejstvo, da so 7.6. da je 7.6. policija dopustila, da so po centru Ljubljane paradirali neonaci oziroma Slovenska obrambna straža, kar je pravzaprav še okropilo ta občutek, da ne samo, da se to lahko zgodi, ampak da je res zelo velika verjetnost, da se bo zgodilo in pač v tem primeru bom seveda pač smiselno spregovoriti o tem. In res kljub povečani varnosti, kljub zgovorno povečani varnosti na letošnji paradi je bilo prisotno metanje jajc, solzivca, trganje zastav, verbalni napadi in tako naprej. Seveda je homofobno, transfobno, LGBT-fobno nasilje tisto, ki je pravzaprav sprožilo same parade. Tudi prva parada pri nas, ki je potekala leta 2001, takrat pod imenom Obvoznica mimo nestrpnosti, se je začela ravno zaradi homofobnega incidenta v kavarni Galerija. Tako da nasilje je neka taka rdeča nit samega gibanja. Toda v zadnjem času, torej v času nekega stopnjevanja sovražne retorike, vzpona desnice, kriz, vojn in tako dalje, se je ta rdeča nit še odebelila. No in ta odebelitev bo nekako fokus današnjih razprav na različne načine. In na tej točki bi predala besedo prvi govorki, to je Marini. Jaz bom kar začela. Hvala za to povabilo. Res sem vesela, da sem tukaj. Če daš pač samo tako. Na to bom prišla, naredila sem eno manjšo recimo zgodovino, slikovno tega, kar se je nekako dogajalo v Sloveniji, nek prerez. Ampak imam neko stališče in v bistvu gre na to temo, ki je bila zdaj povedana s strani Vesne. Torej, leto 2024, 40 let organiziranja LGBTIQ+ skupnosti v Sloveniji, 40 let boja za pravice, vidnost in dostojanstvo, boja proti diskriminaciji in za enake možnosti zaposlovanja ter za enakost pred zakonom. Nasilje, ki smo mu bili priča že na lanski paradi, in en napad, to je že Vesna pač predstavila, ki se je ponovil na letošnji, potem so rekli še, kot pravijo, nek skupek manjših incidentov, fizičnih in verbalnih napadov, ki se ponavljajo, v bistvu odpira poglavitno vprašanje tega simpozija. Nasilje, ne? Nasilje, izbris, ki ga bom povezala, in tudi oblike opolnomočenja. O nasilju govorimo tudi takrat, ko Luka Mesec, to bi poudarila, v soboto 15. junija 2024 izjavi, citiram: "Ko sem pred slabima 2 letoma podpisal zakon, s katerim smo izenačili pravice istospolnih in raznospolnih parov, smo premaknili zgodovinski mejnik." Nasilje je tudi citiranje in prepisovanje te izjave v medijih, ki so med glavnimi orodji tega nasilja, ker povzemajo, ne da bi reflektirali, se spraševali. Ko Mesec pred množico izreče, ko sem jaz podpisal, in ob tem ne izpostavi takoj, da se je ta pot izbojevala
preden je postal minister, sicer pa ga tedaj ni bilo na teh bojih, ker se je boril za lastno plačo, to nasilje privatizacije zgodovine postane otipljivo. Privatizacija zgodovine, ki slavi 40 let bojev. Naprej v zgodovino, v leto 2012, ko se je zgodil referendum za novi družinski zakonik, ki je spodletel. Tega se spomnimo in smo bili tam. Barbara Rajgel je tedaj na Paradi ponosa podala izjemno analizo dogajanj. Zaradi komoditete in lepega vremena so se referenduma udeležili le pripadniki skupnosti LGBTIQ+. Salonski malomeščani pa so šli na sprehod. Referendum ni bil njihova zadeva. Kje so torej, jaz se sprašujem, aktivisti, ki naj govorijo na naših paradah? In ne politiki, ki stremijo za političnimi funkcijami. Je pa res, da mi je Lin včeraj povedal, da v bistvu, čeprav bi bil povabljen, se ne bi tega udeležil, ker noče biti del takega konteksta. Še več, Rajgel je tedaj izjavila, da je v slovenski družbi nasilje nagrajeno in nekaznovano. Kot primer je vzela Janeza Janšo. To je vse dokumentirano v filmu Razmerja, 25 let lezbične sekcije Škuce Lel. Ta film je nastal kot skupna odločitev o zapisu oralne zgodovine lezbične sekcije Škuce Lel, ki je leta 2012, ko je nastal film, slavila 25 let. Torej, film 90 minut pogledov v zgodovino, ki se začne v bistvu leta 1984 s festivalom Magnus, homoseksualnost in kultura. Nataša Velikonja v tem istem filmu pravi, da je to začetek javnega izpisovanja konceptov, zgodovin in iskanja besed. Za tega, da lahko zadeve situiramo, prevedemo, zastavimo aktivistično ali kot znanstveno delo. In o tem se zato tukaj tudi pogovarjamo in se imenujemo Roza ZRC SAZU. Obstaja torej zgodovina, pri tem imamo z alternativno sceno in subkulturo ter punkom usporedne zgodovine. In ne smemo pozabiti, da so prve samoorganizacije za ravnanje recimo v primeru AIDS-a išle iz skupnosti same. To je tudi poudarjeno in je izjemno pomembno. To je tam leta 86, 87 Sloveniji. Izobraževanje in refleksija je bila del te samoorganizacije. In o tem tudi govori Tatjana Grajf. In še več, Nataša Sukič pa pove, po avtiranju leta 1984 se je boj šele začel. In tam smo na nek način tih 40 let. Stebri zgodovine so tiste in tisti, ki so se dan za dnem borili za status, zakonodajo, za spremembe in mi se tega zavedamo. Vsaj tega se moramo zavedati. Ampak ta izbris in to nasilje, to so stalnici kapitalizma, neoliberalnega kapitalizma ali nekrokapitalizma. Država Slovenija je izrasla na izbrisu, na izbrisanih, ki so bili proizvedeni, da bi krepili enotnost Slovencev. Izbrisani so rezultat sovraštva in nasilja vseh političnih strank v letu 91-92, izbrisani so v samem temelju naše države in to nasilje nas danes določa. Torej, ko se vprašamo, odkot to nasilje, imamo že zgodovino oziroma neko politično genealogijo. Ta neverjetna, pod narekovaje, ljubezen do nacionalne države, ki onemogoča refleksijo, sloni na aktu izbrisa tisočev, ki smo jim vzeli vse. In ta neustavni izbris se je začel leta 1992, tedaj smo govorili o 25.671 oseb. Torej, slovenska nekropolitika, tako sem je imenovala že tedaj, v bistvu potem, ko sem delala refleksijo, deluje z tehnologijami izbrisa, ki se ponavljajo in spreminjajo, in hkrati pa vztrajno temeljijo na dekontekstualizaciji. To je ena zadeva, zato se lahko danes vprašamo, odkot to nasilje. Ja, tam je od samega začetka. Akumulacija kapitala za potrebe mafijskih združb in show biznisa, vse to je ta kontekst pogovora o nasilju nad LGBTIQ+ skupnostjo. Vse je povezano, južnjaki, izbrisani, LGBTIQ+, svet nekropolitičnih, tako normaliziranih nasilnih smrti.
to vse v bistvu stvarja nek kontekst, ker se v bistvu besednjak z besedo nasilje zdi povsem zastarel. Treba v bistvu zadeve še bolj konceptualizirati in še bolj natančno definirati. Še to, mogoče nekaj točk neke zgodovine, torej v obdobju socializma je bila homoseksualnost v Sloveniji dekriminalizirana že leta 1977, ampak v bistvu je ostala družbeno stigmatizirana po osamosvojitvi, pa v času priprave na osamosvojitev je prišlo do ponovnega vzpona tistega outspoken nacionalizma in konservativnih vrednot, kar je v bistvu vplivalo na vse te odnose do LGBTIQ plus skupnosti. Torej tudi recimo prepoved drugega Magnusa oziroma tretjega je že bil v bistvu definiran s tem, to se ne bo zgodilo zaradi AIDS-a, ampak v bistvu je šlo za neko nasilje in nesprejemanje tistega, kar v bistvu naj bi bila nacionalna država. Politične stranke in posamezniki uporabljajo sovražni govor in krepijo homofobične retorike za pridobivanje političnih točk in v bistvu te prakse so ustvarile to okolje, v katerem živimo, sovraštvo je postalo sprejemljivo in v bistvu ga tudi sami mediji, ne vsi, ampak večinoma prispevajo k širjenju homofobičnih stališč s senzacionalističnim poročanjem ali z omogočanjem platforme za sovražne govorce. In še imamo neko zakonodajo, ki ščiti pravice skupnosti, vendar implementacija teh zakonov pogosto ni dosledna. Pravna zaščita je ključen korak, vendar je potrebna tudi družbena sprememba, ker pravna zadeva ni zunaj tega konteksta družbenosti. Torej, na nek način za to nasilje, ki je center naše razprave danes, je potrebno prepoznati prepletanje različnih oblik diskriminacije na osnovi spola, rase, starosti, tudi etniciteta, kako ga imenujemo zdaj, ko smo osamosvojeni. Da je to ključnega pomena, pokaže tudi tale dogodek. No, jaz bom tudi mogoče končala z dogodkom in sicer leta 2021 sem sodelovala na Grounded festivalu v Ljubljani. To je bila neka mešanica glasbe in pogovorov na temo 30 let samostojne slovenske države. In bila sem v zelo eminentni družbi in tedaj sem začela govoriti o izbrisanih, ker v bistvu vedno greš, kot je moj prijatelj Joshua Simon rekel, za Izrael je nezavedno Palestina, ne? Za našo državo je nezavedno, so v bistvu izbrisani. Ne? In je rekel, torej sem začela pač to genealogijo države z izbrisanimi in tedaj se spomnim, je Nika Kovač se obrnila proti meni in je rekla, jaz o tem nič ne vem. Torej postane v bistvu jasno, kaj so cilji in kaj so temelji teh razprav. Ali če podam še en primer, v bistvu v okviru prvega Roza ZRC srečanja, ki je bila fantastična iniciativa in je fantastična iniciativa, zdaj smo že v bistvu rastemo s to inicijativo, se spomnim, da je bila tukaj okrogla miza, nabito polna dvorana, točno tam sem sedela in se spomnim, kar me je v bistvu dejansko presenetilo, da je ena od pač tistih, ki so bili povabljeni in govorila na tej okrogli mizi, povedala naslednje. Nič se nisem naučila iz scene doma. Vse sem se naučila v tujini. To je bilo kar porazno dejstvo, slišati nekaj takega, glede na to, da v bistvu brez LGBT gibanja v Sloveniji in brez Magnusa, ki je bil v bistvu prvi tak coming out in vsega tega, kar je sledilo letu 1984, tega v bistvu ni bilo sploh povedanega in na nek način je bilo, kot da ne bi imeli te zgodovine. Torej, to je zdaj ta prvi del, do drugega nisem prišla, ampak mogoče bo možnost v pogovoru. Hotela bi pa v teh nekaj zadnjih minutah pokazati v bistvu ta PowerPoint. Torej, leta 1984 revolucionarno avtiranje v Ljubljani v galeriji Škuc. In to so v bistvu zgodovinski posnetki tega, kar se je tedaj dogajalo.
govorci in v bistvu tisti, ki so bili v centru, Bogdan Lešnik, razstava, ki je bila prva, da smo dobili v bistvu lezbične revije za tisti čas, Spare Ribs, to so bile centralne revije za samo idejo v bistvu celega gibanja, potem iskanje besed in slovarja, tedaj se je tudi pridružil k nam Toni Maroševič iz Zagreba, ki je bil v bistvu prvi avtirani gej, tudi novinar, in prišli so tudi drugi gostje iz Bolonje in naokrog, Spiritus Movens, Aldo Ivančič, skupine Borgezija, potem smo imeli srečo, da smo Guy Ogenheima povabili iz Pariza, ki je v bistvu na nek način napisal tisto revolucionarno knjigo o želji, homoseksualni želji, in številka prva, ki je šla, to je v bistvu bila revija, ki se jo lahko gledate tudi na razstavi, ki bo spremljala 40 let gibanja, potem komentar Nataše Velikonja, ki je v bistvu opredelila zelo natančno to govorico in tudi podobe, ki smo jih uporabljali v tistem času. Potem jasno leta 1992 Slovenija na sončni strani Alp in izbrisani, in dokumentacija tega, kar se je dogajalo, kar v bistvu nikoli ni prišlo do sklepne točke, in potem v bistvu tisto, kar nas je najbolj presenetilo in je zapisano v tem filmu, ki si ga lahko gledate od zunaj, torej v bistvu ta celotna sekvenca Parad ponosa Beograd, v bistvu neverjetno izjemno nasilje, pač in tudi ta retorika, ki se je pojavljala, v bistvu teli četniki in nacionalisti, pripadnice, ki so v bistvu bile krvave. Potem je bilo nasilje na Café Open leta 2009, potem je bila v bistvu Parada ponosa v Splitu 2011, nasilje, ustaše, policija je vedno zraven, samo gleda, in v bistvu tukaj spet pač kordoni policije. In tisto, kar je najbolj zanimivo, je, da je 16. junija, to je v nedeljo bil v bistvu bila parada v Kijevu, ne? In zanimivo je bilo, da v bistvu v glavnih medijih ni bilo nobenega poročanja, ampak tisto, kar smo lahko videli, so v bistvu bile scene, ki so me spominjale na preteklost 2011, pa še prej 2001, nasilje, nacisti, desničari, policija, po različnih kanalih informacije in tudi poziv v bistvu protestov in v bistvu enaka množica nasilnih, popolnoma norih desničarjev in nacistov, ki so po ulicah v bistvu preganjali skupnost. Prihodnosti so pa tukaj, ne? Roza ZRC, potem Pride, potem ena fotografija kot dokumentacija, Legebitra, transakcija in vse, kar je povezano s tem. In mogoče zadnja pač fotografija, ki mi je zelo ljuba, in to je eden od študentov tam, kjer predavam na Dunaju, ki je v bistvu bil povabljen v muzeju na Dunaju, da bere otrokom knjigo Julijan je sirena, in kot pripadnik queer skupnosti na Dunaju to počne redno ob nedeljah, in to se mi je zdelo nekaj izjemno pomembnega in nekaj, kar v bistvu upam, da se bo tudi tukaj zgodilo. Hvala. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Torej, pred sabo imam en prispevek z naslovom Spol in nelagodje. To je prispevek, ki ga nosim v svojih mislih že najmanj 20 let. Nažalost, ne bo prilike, da vam predstavim celotnega, pravzaprav začnem
na sredini tega prispevka, čeprav smo v hiši znanosti in tudi teorije, vsaj tako predpostavljam, mislim ravno teoretski del oziroma nelagodje v zvezi s teorijo spola izključiti. Spoznanje, razumevanje in vednost lahko porodijo nelagodje. Toda nespoznanje, nerazumevanje, nevednost lahko naredijo nelagodje družbeno še neznosnejše. To je teza, torej, s katero želim nasloviti torej, problem spola kot oblike kulturnega nelagodja. Seveda bi lahko naredili potem naprej izpeljavo tudi v obliko simbolnega odnosnega nasilja in tako naprej, torej, ki ga povzročata teorija in praksa spola. Kot rečeno, se mislim teoriji spola izogniti. Seveda tu ne mislim na tisto teorijo spola, ki so jo izmislili nedavno antigenderisti, ampak mislim na resnično teorijo spola, ki obstaja, ki je refleksivna, subverzivna, skratka, ki misli spol. Čeprav se zdi, da se da o nelagodju najlažje in najmanj obremenjeno razpravljati prav takrat, ko ni treba razpravljati o lastnem nelagodju, ampak o nelagodju drugih, nameravam narediti izjemo in vendarle pričeti pri osebi, ki jo najbolje poznam. Nič kolikokrat se ji je namreč že zgodilo, pravzaprav se ji redno dogaja, da neznanci, neznalci do nje pristopijo kot do ženske. Jo brez pomisleka ogovorijo kot žensko. Skratka, jo spontano, zgledno ali serjevsko rečeno interpelirajo v subjektno pozicijo ženske. Ko jo neznanci, neznalci zagledajo prvikrat in ko jo še vidijo na način, ne da bi vedeli, v njihovem pogledu pred njimi stoji ženska. Samo ženska. Nič več in nič manj kot ženska. Povsem nesumljiva, nemoteča, nevprašljiva, neškodljiva ženska, pravzaprav prava ženska. Tako rekoč naravna ženska, ki ni treba ničesar odvzeti, ničesar dodati, ničesar dokazovati. Torej ženska, katere natura in kultura, Levi-Strosovsko rečeno, sta na njeni strani. Vsaj zdi se tako v očeh neznancev, neznalcev, na njihov prvi pogled. A ta spontani prvi pogled na skladno poravnanost nature in kulture pri tej ženski je omejenega roka trajanja. Njegova naravnost, normalnost, pravilnost namreč traja le do osupljivega trenutka, ko neznanec, neznalec ali neznanka, neznalka v stiku s to žensko pri predstavljanju ne zasliši njenega imena, ki ne zveni žensko. Ali se še pogostejo do trenutka, ko temu neznancu, neznalcu ali tej neznanki, neznalki nekdo drug, ki domnevno ve, ne prišepne, da to v resnici ni ženska. Ali takrat, ko na tak ali drugačen način nevednež ali nevednica ne izve, da ima opravka s posebno žensko, drugačno žensko, transžensko. Ta specifična okoliščina ustvari kaskadni dramski zaplet, ki tisti prvi pogled v hipu suspendira, potlači in pretvori v zadnji pogled, ki ni nič drugega kakor repetitivno popravljan, zavračan, spodnašan in izničevan prvi pogled. Zadnji pogled, pogled dolgega trajanja, neomejenega trajanja, je v resnici perpetuirana negacija prvega pogleda, pravzaprav negacija njegovega naravnega reda. Opravka imamo torej situacijo, v kateri nova informacija intervenira v neznančev, neznalčev ali neznankin, neznalkin prvi pogled kot naravni pogled, in to je tisti prelomni spoznavni ali pač psevdospoznavni, torej trenutek, ki redefinira vse za nazaj in definira vse za naprej ter postavi stvari znova in na novo. In ta trenutek je tudi konstitutivno mesto nastanka nelagodja v odnosu. Slednja kar naenkrat vzbrsti iz nič, kakor Šionov akozmatični glas, in prepoji nevidni eter odnosa.
Včasih tako močno neizrekljivo, da postane nelagodje že skoraj da otipljivo. Drugikrat nerodno ali napol izrečeno, z izmotavajočim opravičevanjem: nisem vedela, da niste ženska, zmotil sem se, saj izgledate kot ženska, se opravičujem, ker sem zgrešil vaš spol, oprostite, da nisem tega prej opazila in podobno. Skoraj da nikoli pa izrečeno prav. To je na način, ki ne bi proizvedel odnosnega nelagodja, včasih bolj pri drugi osebi, kakor pri njej. Včasih tudi pri njej, kot posledica nelagodja druge osebe. Predvsem pa se skoraj da nikoli ne zgodi, da bi tak nevednež, ki se je zmotil, ki je naredil napako, ali taka nevednica, ki je zgrešila, ki ji je podrsnilo pri presoji, pomislil ali pomislila na možnost, da se morda sploh ni zmotil in da morda sploh ni zgrešila. Skratka, da je tisti njun prvi pogled bil v resnici popolnoma pravilen, ta zadnji pogled, za katerega mislite, da je končno pravilen, pa v resnici popolnoma zgrešen. Veliko let je verižno nelagodje drugih, iz katerega bi se dalo oblikovati kaj razkrivajočo autoetnografsko študijo nelagodja spola, bilo tudi njeno nelagodje. Bilo je njeno nelagodje zaradi njihovega nelagodja. Šlo je torej za nelagodje nelagodja. Zadnja leta skuša načrtno in sistematično zmanjševati pogostost in moč tega nelagodnega transfera. Nelagodje drugih ni moje nelagodje, si govori. To je njihovo nelagodje in pri njih naj tudi ostane, saj ga v zvezi z njo in v stiku z njo proizvajajo oni sami, ne ona. Njena domnevna, spolna nenormativnost, nekonformnost, neskladnost, drugačnost je v resnici odnosno suverena. Pravzaprav ima v stikih z neznanci, neznalci, torej s tistimi, ki niso posvečeni v globoko resnico te ženske, brezhibno spolno prehajanje. Dokler ljudje ne zvedo. Šele ko, če zvedo, vedo, njen spol postane oblika njihove spotike, popravljanja, dvoma, spodkopavanja, ovržbe. Posebno poglavje v tej autoetnografiji nelagodja spola predstavljajo dolgoletni znanci, znalci, ki se enako samo zaslepljujoče motijo, ko svoje redne napake pri naslavljanju te ženske radi historizirajo oziroma opravičijo časi, ko so jo domnevno spoznali kot nežensko. Tudi takim nevednežem in nevednicam, kot specifično udomačenim nosilcem in nosilkam skrepenele vednosti, bi lahko povedala ta ženska, da v resnici nikoli ni bilo takega izvirnika, domnevno moškega izvirnika, ki bi ga oni zares kdaj poznali in za katerega radi mislijo, da je okamenelo, prvobitno in potem takem neovrgljivo predhodil realnosti ženske, kakršna se jim kaže zdaj in kakršno poznajo zdaj, ko je ženskost te ženske eksplicitno obelodanjena. A pustimo ta neprijetno trd esencialistični oreh za kakšno drugo priložnost. Odkot izvira vso to odnosno nelagodje? Zakaj spol povzroča takšno navlako nelagodja ne le v širši družbi, ampak tudi v akademiji? Zakaj se privilegiran subjekt, na primer homo academicus, za katerega se predpostavlja, da ve bolje in več, lahko enako spontano, drastično in sistematično nezmotljivo moti, kakor kakšen homo ordinarius, ki se ga običajno ne povezuje s posvečenostjo v učene resnice, znanstvena spoznanja in v refleksivne kompetence. Ter se ga praviloma tudi ne interpelira v nosilca vednosti, vsaj ne v profesionalnega nosilca vednosti ali lakanovsko rečeno predpostavljenega nosilca vednosti. To so vprašanja, ki se omenjeni ženski porajajo že desetletja. Kajti njena življenjska zgodba je zgodba permanentnega ukvarjanja z njenim čez spolom, proti spolom, ne spolom in odzivi nanj. Je zgodba izdatnega mišljenja oziroma nemišljenja, njene distinktivne ospoljenosti, spoljenja strani drugih in samospoljenja.
Čeprav se zdi, da ni jasne opredelitve nelagodja in da tudi ni enotne akademske konceptualizacije zanj, ker da gre kvečemo za neko neopredeljeno in neotepljivo, nedobro, nesrečno, neprijetno razpoloženje, občutenje, doživljanje, je vendarle težko spregledati to, da nelagodje ne deluje le kot neka nevidna, skrita psihična tvorba, ampak tudi kot vidna, manifestna družbena struktura, ki določa kulturne prakse. Nelagodje v zvezi s spolom, zlasti pa s spoli, ni nujno nekaj psihološkega, niti biološkega, niti kombinacija obojega in obenem tudi nič naturnega, ampak nekaj kulturnega in družbenega. Ko si skušam razložiti tovrstno nelagodje v zvezi s spolom, pride najprej na misel Freudov spis Nelagodje v kulturi iz leta 1930. V njem se pozni Freud, ta inventiven dunajski psihoanalitik, loti nelagodja v kulturi na presenetljivo nepsihoanalitičen, skoraj da sociološki način. Izpostavi namreč družbeno razsežnost nelagodja kot nečesa, kar se je na prvi pogled, tudi skozi njegovo psihoanalitično prakso, zdelo stvar le individualne psihologije. Naj Freudovo sociologizacijo nelagodje razumemo kot poskus postavitve družbene razsežnosti nelagodja v polje raziskovanja individualne psihologije ali kot psihoanalitični prispevek k dešifraciji psihične tvorbe v obliki kolektivno nezavednega družbe in potem takem same družbenosti kulture kot take, ne moremo mimo uvidevanja, kako za vsakim ospoljanjem, spoljenjem in samospoljenjem, iz katerega vznikne nelagodje, stoji družbena struktura. Drugače rečeno, naš spol, bolje naši spoli, so družbene prakse in kot take so vpete v številna družbena razmerja. Spola brez družbene infrastrukture spola, ki omogoča in terja zaznavanje spola, prepoznavanje spola, upovedovanje spola, razvrščanje spola in vrednotenje spola pravzaprav ni. Na spolu kot družbeni praksi ni torej nič samoumevno naravnega. Vse naše vpisne, pripisne in samopripisne prakse uspoljanja, spoljenja in samospoljenja so izdelki družbene konstituiranosti, determiniranosti, organiziranosti in socializiranosti spola. Torej družbenosti spola kot njegove temeljne formativne, informativne, performativne in transformativne narave. Dolgo časa so razne intelektualne tradicije in akademske disciplinske kulture nelagodje vpisovale pretežno ali prevladujoče v psihološki program. Nelagodje so videle kot zunanji izraz notranjosti, kot manifestno znamenje duševnosti človeka. Ta, temu rečem psihizem nelagodja, je v veliki meri onemogočal, da bi nelagodje zagledali kot družbeni pojav, kot družbeno strukturo in kot družbeno dejstvo, ne zgolj kot duševni pojav, duševno strukturo in duševno dejstvo. Freud se je očitno tega moral zavedati, ko je šlo za seksualnost nasploh in tudi za njegovo seksualnost in njegov odnos do seksualnosti. In tudi kasneje je vsa tradicija psihološkega in psihoanalitičnega ukvarjanja z nelagodjem ta pojav izdatno psihizirala. Manj se je očitno Freud zavedal, da je tudi spol, ne le seksualnost, takšna družbena struktura, ki goji kulturo nelagodja in povzroča kulturno nelagodje. Zdi se, da je Freudu bilo jasno, da je pogled na seksualnost posledica odnosa družbe in kulture do seksualnosti. Zakaj ob tem ni pomislil tudi na spol? Kakor denimo njegov berlinski kolega Magnus Hirschfeld. Je tako morda zato, ker si je Freud v svoji teoretski in terapevtski praksi veliko lažje zamišljal tudi možnost lastnega neheteroseksualnega ali ne scela heteroseksualnega statusa, veliko težje pa možnost lastnega necispolnega ali ne scela cispolnega statusa. Kakorkoli že, Freudovo sporočilo v zvezi z nelagodjem v kulturi se zdi dvojno. Prvič, ni kulture brez nelagodja. In drugič, nihče se ne more vse skozi v kulturi počutiti lagodno, saj kultura vselej proizvaja nelagodje. Drugače rečeno, vselej obstajajo razlogi, da se v kulturi ljudje kot družbeni agensi ne počutimo lagodno. To freudovsko izhodišče je za naš ozir lahko razsvetljujoče in lahko deluje celo pomirujoče blagodejno, a je hkrati lahko tudi škodljivo zavajajoče. Trans ljudem se denimo rado očita, da so preobčutljivi na napačno spoljenje strani drugih.
In nemalokrat tudi trans osebe same nelagodje v zvezi z njihovo spolno nenormativnostjo oziroma nekonformnostjo pretirano pripisujejo lastnim notranjim stanjem ali stanjem lastnega telesa. Zato sploh ni presenetljivo, da prevladujoč pogled na spolno disforijo, torej to je obliko stiske, pri osebah z neskladjem med rojstvom, torej med obrojstvu pripisanim spolom in spolom, kakor ga doživljajo ali izražajo same, temelji na psihološkem, ne sociološkem razumevanju disforije. Spolna disforija se vselej razume kot problem psihičnega stanja trans oseb. Seveda obstajajo trans osebe, ki se v kulturi ne počutijo dobro zaradi zaradi njihovega lastnega notranjega stanja. A obstajajo tudi trans osebe, katere nelagodje kulturi ni posledica njihove notranjosti, ampak zunanjosti, ne njihove duševnosti specifične, ampak njihove družbenosti. Torej, razlogi za spolno disforijo včasih niso psihični, ampak so družbeni. Saj ne izhajajo nujno iz nekega notranjega bistva, torej duše, ampak iz družbenih razmerij. Drugače rečeno, transspolni ljudje se ne rodijo s spolno disforijo, ampak jo pridelajo tekom socializacije. To, kako omejeno in pomanjkljivo razumemo spolno disforijo, je posledica tega, kako omejeno in pomanjkljivo v resnici razumemo spol. Zakaj ga ne zmoremo misliti pluralno, nebinarno in multikonstitutivno, ampak trdovratno, dualno, binarno in monokonstitutivno. To velja celo za akademo, ki je posvojila, absolvirala vsa znanja iz teorije spolov. Žal, spola ni mogoče niti misliti, niti prakticirati, mimo njegove družbene konstitucije, organizacije, klasifikacije, reglementacije in administracije. A prav to, kar spol družbeno vzpostavi, torej njegova družbena konstitucija, organizacija, klasifikacija, reglementacija, administracija, je tudi mesto, kjer spol postane težava, družbena težava. To pa zato, ker se na istem mestu, kjer se spol sploh konstituira, torej že prične v zvezi z njimi izvajati normativizacija in diferenciacija na odklonih od spolne norme in spolne razlike, pa devalvacija, diskreditacija, marginalizacija, stigmatizacija, patologizacija, diskriminacija. In tako smo spet pri primeru omenjene ženske. In vprašanju, kako naj ljudem, ko vedo, dopove, da se njihov prvi pogled na njo ni motil. Da jim pravzaprav ni spodrsnilo pri prvem, ampak pri zadnjem popravljanem pogledu na njo. Da bi se pravzaprav morali opravičiti za pravilno spoljenje, ki to ni, ne za napačno spoljenje, ki ga sploh ni bilo. Nelagodje, ki ga ljudje izkazujejo v zvezi s transspolnostjo, interspolnostjo in spolno nebinarnostjo, ne razkriva le njihovo individualno in kolektivno nezavednost spola, njihov neporavnan račun s spolom, njihovo nezmožnost resničnega mišljenja pluralnosti spola, torej več spolov, ampak še veliko bolj razkriva nekaj drugega. Razkriva to, da so tovrstni reproducenti nelagodja v resnici globoki spolni binaristi, esencialisti, perennialisti, naturalisti, katerih spolno binaristično, esencialistično, perennialistično, naturalistično nezavedno se najbolje kaže prav skozi njihovo nelagodje, ki ga je treba imeti za manifestno obliko popačitve, premestitve, potlačitve njihovega globoko socializiranega spolno nezavednega. Zato nelagodje, ki ga ljudje začutijo in manifestirajo, ko denimo pridejo v stik s transspolnimi, interspolnimi ali spolno nebinarnimi osebami, ne razkriva niti spola, niti nezavednega trans, inter in nebinarnih oseb, ampak prej nezavedno samih binaristov, esencialistov, perennialistov, naturalistov. Kakšna vednost je pravzaprav to, ki ljudi pristno razkriva v njihovem nemišljenem spolnem binarizmu, esencializmu, perennializmu, naturalizmu? Vprašanje je lahko razumljeno tudi eminentno epistemološko. Toda po odgovore nanj se velja odpraviti ne le v teorijo spola, ampak tudi v prakso spola, še bolje v lastno prakso spola. Toliko bolj zato, ker si trans ljudje zaslužijo takšno prakso spoljenja,
v kateri bo cis reproducentom nelagodja končno postalo nelagodno zaradi manifestiranja njihovega nemišljenega spolnega binarizma, esencializma, perennializma, naturalizma, manj pa zato, ker so prišli v stik z osebo, ki ne ustreza njihovemu spolnemu binarizmu, esencializmu, perennializmu, naturalizmu. Še več, trans ljudje si končno zaslužijo ljudi, ki so si zmožni odprto priznati težavno ujetost v lastnem spolnem binarizmu, esencializmu, perennializmu, naturalizmu. Odprto priznanje, da smo v spolu, v resnici po večini vsi, ne trans in trans ljudje, globoki binaristi, esencialisti, perennialisti, naturalisti, ker smo bili vsi v svet spolnega binarizma, esencializma, perennializma, naturalizma, pač bolj ali manj uspešno socializirani, je bržčas edini način, da to enkrat v bodoče vendarle zares prenehamo postajati. Hvala. Hvala, Vlado, za čudovit prispevek. Zdaj mogoče o nelagodju še z ene druge perspektive. Jaz sem si kot psihologinja nekako zamislila danes se dotakniti teme duševnega zdravja in LGBTIQ+ skupnosti, kjer bi in bom predstavila nekatere rezultate raziskav na ravni Slovenije in EU, ki nekako opisujejo del današnje situacije. Prispevek bi rada začela pri krovnem terminu ksenofobiji, torej strahu pred neznanim, pred tujim. O njej pričajo podatki diskriminacije in nasilja nad različnimi ranljivimi skupinami v Sloveniji, vključno nad to, ki se ne uklanja heteronormativnim in cisnormativnim standardom. Da se spomnimo, kratica LGBTIQ+ predstavlja lezbike, geje, biseksualne, transspolne, interspolne, queer osebe, plus pa odpira prostor tudi osebam z drugimi nenormativnimi spolnimi in seksualnimi identitetami. In spomnimo se tudi, da živimo v binarnem, heteronormativnem svetu z bogato zapuščino patriarhata. In ravno ta binarna strukturiranost sveta, družbe, ima namreč zelo konkretne posledice za ljudi, ki se v teh binarnih shemah ne najdemo, ker niso prepoznane ne kot obstoječe, kaj šele kot legitimne. In to je ustroj družbe, ki ga lahko razumemo nekako kot podstat, zakaj LGBTIQ+ osebe poročamo o doživljanju občutkov zavrnitve, pomanjkanja sprejemanja strani družine, prijateljev, skupnosti, kar seveda lahko vodi do sramu, krivde, nizke samopodobe, samospoštovanja in tudi povečanega tveganja za razvoj depresivne, anksiozne simptomatike ter drugih težav v duševnem zdravju. Svetovna zdravstvena organizacija je namreč šele leta 1990 istospolno usmerjenost odstranila z mednarodnega razvida bolezni in sorodnih zdravstvenih težav. Do takrat je homoseksualnost uradno torej veljala za bolezen, homoseksualne, biseksualne, transseksualne osebe pa za bolnike. Danes, 34 let pozneje, se nam v bolj strpnem delu Evrope takšna klasifikacija lahko zdi absurdna. Moramo se pa zavedati, da s seboj nosi zapuščino diskriminacije, zapuščino izključevanja. Poleg stigme, torej, ki jo skupnost doživlja strani družbe, velja omeniti tudi samo stigmo, torej ponotranjanje negativnih prepričanj družbe ali ponotranjeno homofobijo, ponotranjanje obtožujočih sodb o lastni manjšini. Društvo Parada ponosa v raziskovalnem poročilu iz leta 2018 navaja zaskrbljujoč podatek, da je 40% mladih LGBTIQ+ oseb že doživelo nasilje in ali diskriminacijo. Raziskave tudi kažejo, da tiste osebe, ki so nasilje doživele in ga tudi prijavile, predstavljajo zelo majhen odstotek vseh, ki so bile tarča nasilnih dejanj. Vprašanje je, koliko je nasilje, za katerega ne vemo. Raziskava o vsakdanjem življenju gejev in lezbik v Sloveniji je leta 2005 pričala o tem, da najpogosteje doživljajo nasilje v javnem prostoru, kar je za geje držalo tudi leta 2019. Društvo Legebitra je v raziskavi o stanju v šolah leta 2019 opozarjalo, da za mnoge mlade LGBTIQ+ osebe šole še vedno niso varen prostor.
Na ravni EU naj bi bilo letos v primerjavi s prejšnjimi leti sicer mnogo več razkritih LGBTIQ+ oseb starih nad 15 let, ki pa žal sorazmerno, verjetno tudi kot posledico razkritja, doživljajo več nasilja, več nadlegovanja in trpinčenja kot v preteklosti. Zdaj, pri hitri interpretaciji ali pa zgolj samo sledenju tem senzacionalističnim naslovom v medijih, v smislu vedno več nasilja nad skupnostjo, naj upozorim, da je dobro biti nekoliko zadržan, ker ni nujno namreč, da gre vedno za več nasilja, lahko gre za več prijavljenega nasilja oziroma gre za trend, da se osebe bolj iskreno opredelijo okrog teh vprašanj. Zdaj, za razpoznavo trendov v času je dobro imeti seveda zanesljive, veljavne, primerljive podatke. Tako da za več informacij priporočam, da si pogledate raziskavo Agencije EU za temeljne pravice, ki temelji na odgovorih več kot 100.000 anketirancev in anketirank iz vseh držav članic EU-ja, Albanije, Severne Makedonije in Srbije. Za vsako državo pa so izdali tudi posebno poročilo. Tako da po mnenju te agencije je posebno zaskrbljujoč in zelo razširjen pojav sovražni govor, ki dodatno podpihuje, ki dodatno spodbuja diskriminacijo, obenem pa pravni okvir na ravni EU še vedno ne zagotavlja zadostne zaščite za skupnost. Primerom sovražnega govora smo sicer lahko vsakodnevno priča na spletnih platformah in družbenih omrežjih, v Sloveniji pa smo bili ob lanskoletnih in letošnjih skupnostnih dogodkih priča tudi kaznivim dejanjem iz sovraštva, kot je nasilje nad obiskovalci, obiskovalkami Parade ponosa, tudi več spremljajočim grožnjam, hujskanju, napadom, med drugimi tudi zažigom mavrične zastave v Ljubljani. Podatki agencije iz leta 2023 dosledno kažejo, da so pristojni organi ustanovljeni za pomoč pri zagotavljanju enakopravnega dostopa do pravnega varstva za vse žrtve diskriminacije, redko opozorjeni na dejanske primere. Poleg tega se skupnost v Sloveniji pogosto sooča z ovirami pri dostopu do storitev s področja duševnega zdravja, pri čemer nekateri zdravstveni ali socialni delavci, delavke nimajo potrebnega znanja in občutljivosti za zagotavljanje vključujoče oskrbe. Naj izpostavim primer, ko je ginekologinja zavrnila nadaljnje zdravljenje istospolno usmerjene pacientke v postopku oploditve z biomedicinsko pomočjo, samo na podlagi njene spolne usmerjenosti. Primer je bil potem prijavljen zagovorniku načela enakosti in na podlagi odločbe o ugotovitvi diskriminacije je zdravstveni inšpektorat zdravnici izdal opomin. Torej, strokovnjakinje na področju zdravstva, izobraževanja, socialnega dela, psihosocialnega svetovanja bi morali biti opremljeni z veščinami za zagotavljanje sprejemajočih prostorov, kamor se lahko LGBTIQ+ osebe obrnejo po podporo. To vključuje tudi obravnavanje specifičnih težav v duševnem zdravju skupnosti, kot so recimo vpliv manjšinskega stresa, kot je vpliv izzivov pri razkritju. Zaključimo lahko, da je presečišče duševnega zdravja in skupnosti kompleksna in še dandanes pogosto spregledana tema, kljub temu, da je Slovenija v zadnjih letih naredila zelo pomembne korake pri zaščiti pravic LGBTIQ+ skupnosti. Torej, leta 2006 z zakonskim priznavanjem istospolnih civilnih partnerstev, leta 2017 s priznavanjem istospolnih porok, leta 2023 s spremembami družinskega zakonika, po katerih je zakonska zveza zdaj življenjska skupnost dveh oseb, ne več žene in moža, z možnostjo posvojitve otroka. Se pravi, kljub vsem tem spremembam ta populacija še vedno doživlja različne oblike diskriminacije, nasilja, družbene stigme, kar seveda lahko pomembno vpliva na njihovo duševno zdravje. Torej, poleg krepitve podpore duševnega zdravja je ključno omeniti tudi širši družbeni kontekst, ki zahteva vztrajen boj proti diskriminaciji, spodbujanje inkluzije in krepitev LGBTIQ+ skupnosti z zagovorništvom pravic. Eden od načinov za dosego omenjenih ciljev je spodbujanje zavezništev med skupnostjo, med ostalimi strokovnjaki z področja zdravstva, drugimi ključnimi akterji v sistemu, ki bi potem zagotavljali dostop do ustrezne podpore.
Nasilju navkljub smo skozi leta priča krepitvi odpornosti slovenske skupnosti, širšemu povezovanju v boju za enakost in solidarnost z vsemi skupnostmi, ki doživljajo kršenje človekovih pravic in dostojanstva. Kot je bilo že omenjeno, letos praznujemo 40. obletnico gibanja v Sloveniji, zaradi česar se bo v različnih institucijah in krajih po Sloveniji skozi leto zvrstilo več dogodkov. In s primerno osveščenostjo lahko raztapljamo predsodke, lahko ustvarjamo bolj sprejemajoče okolje za vse nas, vključno z našo spolno usmerjenostjo, versko pripadnostjo, starostjo, spolno identiteto, etnično pripadnostjo, spolnim izrazom, barvo kože, oči, las in ostalimi deli osebne identitete, ki se jih vztrajno učimo spoštovati pri sebi in pri drugih. Hvala. Če bi želela, glede na čas, na vprašanje priti, lahko pa povem par. Moj plan je bil, da vam pustim do konca, pa potem v bistvu. Ja. Ok, moja strategija ni uspela, skratka, moja nepripravljenost, to, kar sem upal, no, kakorkoli. Najprej bi se rad zahvalil za vabilo, pa za to organizacijo, ne vsem, ki ste to spravili skupaj že ne prvo leto, ne. Tudi vsem, ki ste govorili pred mano, mislim, da so res izjemni prispevki, moram reči, tako da se kar malo nelagodno počutim, ne, ker moj edini plan je bil tako rekoč povedati dve stvari. Najprej, sem v precej veliki skušnjavi, da bi glede na to, pa jih bom popustil, glede na to, da sem za razliko od, skratka, da sem zamudil, ne, 80, s katerimi smo začeli, ne, ko je zadeva se postavlja malo po spletu okoliščine, ne, tudi v povezavi z drugimi stvarmi, tudi zaradi razpona teorije, ne, povezave nekega osvobajanja, liberalizacije, kakorkoli že, se je odprl prostor, ne, za boj. Jaz, ki sem, rekel, čas po latenci, ne, če zdaj rečem s staromodnim psihološkim izrazom, ne, doživljal v 90-ih, nisem človek, ki bi si ta problem zapomnil po bojih, ampak po strahopetnosti. Torej po strahu, po rekel, zadrževanju samega sebe, po skrivanju, po paranoji, kako bi rekel, po neuspešnih poskusih, da bi skril zadevo, ki je bila zelo očitna, kar človeka, ki da veliko na svojo misel, spravlja še v posebno zadrego, zaradi tega, ker se počuti, rekel, skoraj neumenga, da tako slabo skriva stvari, misli, da je bolj pretkan, pa mu to ne uspe. Skratka, to je moj spomin, na bistvena leta. Se pravi, to je bil čas, ko ni bilo tudi, da rečem, in omemba izbrisanih, ki se je takrat zgodila, ki je nek tak simbolen zaključek tistega obdobja, ko so se stvari obračale na bolje, če rečem na ta način. V 90-ih so vsi pozabili na to, zakaj se treba boriti. Ne, da je konkreten ta boj bil odsoten, ampak ni nekako prišel v mainstream, ni postal del, ni se povezal z drugimi stvarmi in tako naprej. Tako da v 90-ih je bil človek v tem smislu precej sam, oziroma nekako je bilo, bi rekel, zelo tipična strategija, da si v najboljšem primeru našel par ljudi, ki si jim lahko to povedal, ali pa še to ne. Skratka, v mojem konkretnem primeru je šlo za neko zelo dolgo klozetiranost, zelo dolgo klozetiranost, celo v razmerju do ljudi, ki so se avtirali meni. Tako da je neka taka zelo hecna situacija, ena mojih zelo dobrih prijateljic je lezbika, ona se je avtirala praktično tako, ne čisto takoj, ampak pri 15, recimo po 2 letih, kar sem jo poznal. Jaz sem se ne avtiral po mojem 10 let kasneje, ali pa, ne vem, 5 let, takrat se je, čas se je dlje vlekel. Torej, kaj sem hotel reči, zadeva je bila torej bolj na tej ravni, človek je bil v tem smislu,
te podpore, kako bi rekel, te kolektivne podpore, ki je nujna za to, da stvari postanejo javne, v tem smislu, da se lahko tudi, da tvoja psihologija tudi materialno nastopa, da se lahko izrazi. Pač to je bila izbira, ki je bila takrat težka, meni je še zdaj žal, da se nisem odločil drugače, ampak pač bom rekel, do določene mere lahko obsodam objektivne okoliščine, kar pa pač seveda, kot je znano, zgovarjati se na objektivne okoliščine je vedno slab izgovor. Torej, vedno je treba se, kako rekel, krivda ostane, tudi v tem smislu. Ampak, skratka, zato mogoče iz te pozicije človek postane bolj občutljiv na to, kako zadeva v javnem diskurzu deluje, kako se umešča v tisto edino oporišče, ki ga človek ima, se pravi na oporišče v javnem medijskem diskurzu o tem, kako se stvari govorijo. In tukaj je treba reči, da je od tistega časa do zdaj prišlo do nekega razmeroma bistvenega premika. Se pravi, če tudi obstaja homofobija, ki se je potem premestila afektivno vse bolj v transfobijo, tam našla prostor, kjer se lahko še bolj nedolžno izkazuje, kjer je lahko še malo naivna, kjer je lahko še malo kot da pristno začudena, kaj se to dogaja, pristno ogrožena, pristno zgrožena nad tem, da eni ljudje vsiljujejo neke določene svoje izbire ali pa kakorkoli, tako zadeve ponavadi so predstavljene. Pa je vendarle zdaj stvar v javnem diskurzu meja postavljena na ta način, da se homofobi in transfobi in vsi fobija ne morejo izražati v družbi čist v vseh legah, da tako rečem. Torej, o čem govorim? V 90-ih je bil nek standardni homofob, če se probamo vanga vživeti, navajen sledeče situacije. Glede na okoliščine je lahko svojo homofobijo izražal na različne načine, skratka v različni intenziteti. Ko je bil recimo doma ali v družbi družine ali pa tako v družbi bolj kultiviranih prijateljev, je lahko namest o neki osebi rekel, da je kaj je rekel, roza ali pa mal hecen, saj veste kaj, Ko je bil recimo v službi, je lahko govoril o toplovodarjih. Ko je bil na fuzbal tekmi ali pa po fuzbal tekmih, je lahko govoril o pedrih in dvocevkarjih in tako naprej. V javnosti je moral biti pa razmeroma tiho, je bilo pa popolnoma samoumevno, da je recimo, ko so se odprla vprašanja zakonske spremembe, mislim zakonodajnih sprememb, rekel, da za to še ni čas. Zakaj? Ker če bi povedal direktno, bi rekel, ker jaz nisem na to pripravljen. Ker bi jaz rad imel prostor opravičenje tega, da jaz lahko samega sebe realiziram v vseh svojih možnih legah. In to je tisto, to je ta sprememba, ki se je zdaj zgodila in zaradi katere je, ko smo v napovedniku, pa tako, kot smo začeli, kako se zdaj to nasilje izkazuje, zdaj na majčken drugačen način. Torej, če homofob izgubi možnost, da se izraža v vseh svojih legah, ko izgubi občutek, da je homofobija naravna in družbeno konsenzualna in tista, kako bi rekel, ničelna stopnja presoje, se mora, hoče noče, na to pristati in zadevo obrniti v drugačno strukturo. Torej, da se postavi, da se izoblikuje svojo lastno mini družbo, ki se postavi proti neki drugi družbi, ki niso več posamezniki, ampak neka druga skupnost, neka druga politična skupnost celo. In zato se potem take stvari, kot so SOS, oblikujejo, mislim, kot skrajni primer, kjer tako rekoč kličejo na pomoč, v svoji stiski, v svoji ogroženosti. In lahko zaradi tega, bom rekel, če takoj, ko oblikujejo neko svojo skupnost in se postavijo proti drugi, upnejo v to še neke druge manjšine, takoj pride v nekem paketu to. Skratka, ne gre več za homofobijo proti izvornemu objektu, ampak se homofobija
transfobija izražata skupaj kot strah oziroma kot sovraštvo proti migrantom, proti levičarjem, proti napredku, mislim napredku v tem smislu, proti zmedenosti, proti zelenemu prehodu zaradi mene, če hočete, a ne. Proti skratka vsemu, a ne, proti vsej, dobesedno proti vsej Maurici, a ne. In ja, in tisto, kar mene recimo v takih situacijah, a ne, skrbi še vedno, je to, da ljudje, ki to situacijo še vedno relativizirajo, in to mislim, da je bilo prej rečeno, a ne, niso v nekem smislu družbeno dovolj sankcionirani glede na to, kakšna je zakonodaja zdaj. Ne? Zdaj imamo zakonodajo, kjer bi sovražni govor moral biti pravzaprav, oziroma bi moral biti protizakonito vsako relativiziranje sovraštva, ne? Oziroma skratka ta zadeva bi mogla biti preprosto prepovedana. Ne? Torej vsak, ki se odloči, da bo še na ta način te zadeve relativiziral, bi moral biti na nek način verjetno postavljen na rob ali pa vsaj ven iz mainstreama, a ne tako. Postaviti se na svojo pozicijo. Jaz se spomnim lani slučajno v tem času, ne, sem za N1 dal eno izjavo, ker sem jo zdaj slučajno spet videl, ko je bila lansirana, saj sem na njo že pozabil, kjer sem se obrnil, a ne, v delu tiste izjave na novinarja oziroma komentatorja časnika Domovina Petra Meršeta, a ne, ki je v tistem času po paradi lanski na nek zelo precej neokusen način relativiziral zadevo in v bistvu stvar obrnil na ta način, ne. Tako če preberem samo in zdaj sem šel pogledat še en citat, ne. Skratka, teza je ta, ne. Seveda ima LGBTQI skupnost in kot reče, ta abeceda se kar ne neha nadaljevati, malo bo že, ne. V tem smislu imajo seveda svoje stiske, priznam jim to, ampak pride do obrata, ne, meni se oni smilijo, ker jih grda politika vpenja v svoje boje, ne, da tako rečem, skratka izkorišča njihovo stisko. In reče, ne, prav ti v narekovajih pohabljeni in nesrečni posamezniki z zmedeno identiteto so najboljši bojevniki revolucije, ki jih pelje v diktaturo. Saj v svobodi niso več zmožni poskrbeti sami zase, brez vsemogočne socialistične države, ki jim bo diktirala vsak korak njihovega življenja. Torej, novinar desničarskega medija seveda ne bo rekel, lahko sem homofob, ne, na način, da sem antilevičar, ne, to je antisocialist. Problem je v tem, ne, da Peter Merše trenutno točno v tem volilnem času, ko je bil zdaj, je postal od danes na jutri mainstream komentator na nacionalni televiziji. Ne. Najprej na radiju, v podcastu, potem pa še v volilnih oddajah. Ne. Jaz se o tem ne bi smel izrekati iz neke določene pozicije, ko sem bil naučen, se bom pa izrekel iz te pozicije, v kateri sem trenutno in iz pozicije, da rečem, znanstvenika. Ne. Ta zadeva je nedopustna, kar se mene tiče. Ne. Torej, človek, ki se ni niti opravičil, ne, za ene take izjave, ki ima še vedno objavljen tekst te sorte s takimi tezami, ne more biti nevtralni politični komentator. Preprosto ne more biti. Ne more biti nevtralen, nepristranski politični komentator, analitik, kot se reče, volilnega dogajanja ali pa volilnih večerov, ne na nacionalni televiziji. Torej, bom s tem končal. Ne. Zadevo sem tudi sam spolitiziral, ampak mislim, da se bo še vrnem k mogoče mečkam bolj bistvenim vprašanjem. Hvala. Najlepša hvala vsem. Zdaj, ker smo že malo na kratko z časom in sem se odločila pustiti vas vse, da se razgovorite v svojih prvotnih prispevkih. Ne bom jaz začela z vprašanji, ampak bom najprej vprašala publiko, če ima kakšno vprašanje ali komentarje ali karkoli. No, moje drugo vprašanje bo namenjeno vam, če bi pravzaprav kdo od vas želel komentirati karkoli, kar se je vmes povedalo in dogajalo.
Prvič hočem povedati, da je bilo res fantastično poslušati vse, kar je bilo povedano in zelo, veliko zadev v mojem primeru dobiva eno novo fizionomijo, ne novo, ampak stvari se postavljajo na mesto. Mogoče sem hotela povedati to, kar je bilo pač zelo dobro sformulirano, ampak ne samo v tem primeru, tudi kar je bilo povedano potem, neko zadevo, ki sem je hotela povedati, pa nisem imela časa, ne. In to se mi je zdelo zelo na mestu, ki odpre vsa ta pogovor širše, in sicer bi v bistvu citirala prijatelja in tudi soborca Tjašo Kancler, ki je enkrat v enem tekstu napisal naslednjo zadevo, to pred kratkim, kot vidni borec za transpozicije in tako naprej. In to se mi je zdelo zelo zanimivo povezati prav s tem, kar je bilo povedano, in v bistvu odpreti še neke druge elemente, in sicer kaj pravi Tjaša Kancler, zapiše: medtem ko se vidnost trans problemov povečuje, diferenciacija življenj trans in spolno nenormativnih življenj vzdolž rasne, etične pripadnosti, razreda, družbenega spola, hendikepa in migracijskega statusa ostaja nespremenjena in vse bolj prisotna. In to se mi je zdelo pomembno zaradi tega, ker sem hotela ta element tudi te rasne diferenciacije ob razredu izpostaviti in na nek način povedati, da v globalnem to je, ker ne živimo samo v Sloveniji, ampak živimo v globalnem svetu, in da je v bistvu ta element nekaj, kar glede na to, da smo govorili tudi o migrantnih pozicijah in tako naprej, tudi o južnjakih, ne, in izbrisanih, v bistvu ta element se mi zdi eden od ključnih, ki bo in igra in bo igral glavno vlogo v teh analizah, tudi glede na znanstveni diskurs. No, to je bila en moment, ki sem ga hotela izpostaviti, in zelo se mi je zdelo pomembno to, kar si Tadej povedal, ne, zato ker sem se spomnila nekega paradoksa, ki bi ga sam omenila, povedano, kako v bistvu zadeve dejansko jih treba gledati v neki širini, kar to počnemo, in sicer je zunanja ministrica Nemčije, mislim, da je včeraj, glede na to, da sem pokazala in pripravila PowerPoint, kar se je dogajalo v Kijevu in kar je bilo grozljivo, v bistvu, da so naciji marširali po ulicah in v bistvu preganjali parado. Ona pa je izjavila včeraj, da na tak način, nekako bom povzela to, kar se spomnim, ker si nisem razmišljala, da bom tako daleč, da bo zadeva šla naš pogovor, je rekla, ti naci simboli, res so bili problematični v času druge svetovne vojne, ampak je zdaj rekla, kot vidite, povzemam, kot vidite zdaj v Ukrajini, oni jih uporabljajo te simbole, ampak ti simboli v bistvu vodijo k svobodi in popolnoma so spremenili mesto. To je bilo res povedano, lahko si preberete, to je noro, in zdaj sem se spomnila, pač, ker si te zadeve postavil na zelo zanimiv način, to grozo. Najprej sem bila brez besed včeraj, ko sem to dobila po SMS, in zdaj sem rekla, dejansko v bistvu zadeve dobivajo res neko drugo vizijo, ne. Ampak to je bilo povedano, tako da si lahko pogledate, ne vem, kje je bilo, dobila sem prek teh kanalov, ne. In te dve misli sem hotela izpostaviti, ne, da nekaj takega je lahko možno, kot je pred časom, mislim, da je bilo pred 2 tednoma povedala, moj dedek se boril za svobodo, ne. V bistvu so bili pa vsi naciji, ne, v Nemčiji. Je rekel, mi smo si izborili svobodo. Torej popolnoma postavljeno na glavo, pa tudi ne samo na glavo, ena totalna stranpot vsega v bistvu, kar se tiče zgodovine, in tudi to napoveduje, kaj se v bistvu lahko pričakujemo v prihodnosti, in to zelo bližji prihodnosti. Hvala, Marina. Ponovno se obračam na publiko, če bi morda kdo želel kaj
Ja, izvolite. Menčkaj lažje bi bilo z vprašanjem, ampak mislim, če imaš kaj... Mislim, v bistvu imamo še konkretno. takih 5 minut, no, pa zdaj nisem hotela odpirati neke večje teme, ker se mi zdi, da če ima kdo kak kratek komentar. No, mislim, če mogoče sam še to rečem, kar se tega premika nasilja tiče. Jasno je, da recimo, da rečem tisto, se mi zdi, da nasilje, ki se zdaj dogaja, je seveda, to je popolnoma logično na nek način, da se potem, ko se zgosti in kolektivizira na način boja, a ne prav zdaj pa njihovega boja proti nečemu, da postane čist absolutno veliko bolj razdivjano in veliko bolj nepredvidljivo tudi. Jaz mislim, da tisto, kar je na en hec način, na kar se je lahko nekoč računala, je, da bo nasilje, tudi da, če do njega pride, do določene mere, vsaj rekel, na tej ravni, ko gre za napad na prepoznavne objekte, ne neki v kotu pa v temi, ampak tako, da bo imelo neko določeno cenzuro, neko določeno omejitev, samo omejitev celo, da ne bo šlo čez rob v nekem smislu. Ne vem, če naj se to ne razume narobe. Jasno, da so ta dejanja obstajala že ves ta čas in obstajajo in tako naprej, ampak situacija, v katero prideš, ko se zadeve skupaj združijo tudi z temi političnimi spremembami, je, da nisem več siguren, če lahko računamo na to, da lahko določeno sploh, da rečemo, ok, do sem bojo šli, pol pa se bodo ustavili. Tudi če zdaj ne zgleda, da so stvari tako strašne in da bi lahko nekdo rekel, sej vendarle gre za posamezne primere, tisto, kar se zgodi, ko se zadeva organizira v en kolektiv, poveže potem še z nekimi nacističnimi, kakorkoli, z nekimi drugimi pač simboli, nekimi blodnjami dodatnimi, nikoli ne veš, kaj se bo končalo in nikoli ne veš, kdo jih bo dobil, da tako rečem, in v katerem trenutku in kakorkoli. In zato se mi zdi, da je tle treba biti, da je to tukaj treba upoštevati, da se glih zaradi tega, ker nasilje lahko postane skozi bolj nepredvidljivo, je treba verjetno biti prav zato še toliko bolj čuječen, mislim v tem smislu, še toliko bolj paziti na prve signale. Nekoč si rekel, ok, zgodil se je incident, 5 let se ne bo, da tako rečem. Nek tak vtis je bil, da je bilo to na nek način nekaj, da bi rekel, zdaj malo tako govorimo, neka negativna energija v njihovih očeh, neka želja, da vendarle nekaj pokažejo, in so potem recimo ta napad na Open, ki se je zgodil, pa je potem bil 5 let mira, mislim, da tako rečem, na tej veliki ravni, na tej najbolj izpostavljeni ravni. Zdaj ne veš. In se mi zdi, da, še enkrat rečem, prav zato se mi zdi, da je vsaka kritika, potem tudi posledično tega, tudi to, kar sem pregovoril, pa si tako rečem, čakaj, se greš zdaj cancel culture, mislim v tem smislu. Ja, na nek način se grem. Mislim, da je tukaj treba biti majčkeno bolj neizprosen, ravno zato, ker so zadeve toliko bolj nepredvidljive, je treba zadeve ustaviti sigurno v prvem trenutku in na drugi strani postaviti, kar je pa tudi bistveno, eno kontraagendo ves čas. Se pravi, nič ne bo pomagalo, če se bo na nekem ločnem terenu, kjer so stvari udobne, in kar za politiko recimo ta sfera trenutno je precej udobna sfera za levičarsko-liberalno politiko. Tukaj se lepo znajde, nima nobenih težav, razpucane glave, v tem smislu. Mora tudi kot kontraagendo postaviti in jo navezati verjetno še tudi na druge teme in izpostaviti en blok, da rečem, ideološki, s katerim se postavi neka drugačna politika v tem smislu v celoti. Hvala. Ja, mislim, to se mi zdi super zaključek, in bi se ful strinjala s tem, se mi zdi, da ravno ta moment se izgublja, če imamo neko totalno komercializacijo, fragmentarizacijo, eurobirokratizacijo gibanja in po drugi strani resno grožnjo, ki je gibanje
morda ne jemlje dovolj resno, recimo, ne, na nek tak način. Ne. In se mi zdi to neka dejansko nujna agenda in tudi to, kar je v bistvu prej Marina govorila, res dejansko povezovanje, ki je pa pač nujno in edina recimo možna prihodnost, torej, ne, tudi glede na problematike, ki pač dejansko so med seboj prepletene, ne, da se pač tako kot si rekel, oblikuje res nek močen blok. In tudi način, kako dojemati nasilje in kako se spopadati z njim, ne, recimo, in to vprašanje, seveda ga imate resno, ampak po drugi strani pač imeti tudi dejanski resen protiudar, ne. In mi je bilo ful zanimivo, sem pač šla z enim svojim friendom gejem na parado in so se pač že prej govorili po pač raznih kanalih, ja, pač treba je paziti, metalo se bo te in te stvari, moramo se držati skupaj in on je rekel, glej, jaz bom vzel en kol, ne. Pa sem rekla, aha, kaj boš vzel velik kol, da bo zastava gor? Je rekel, ne, majhnega bom vzel, ne za zastavo. In pač, ja, dejansko je stanje tako, no, in tega se je pač potrebno zavedati, no. Tako da kaj bi jaz mogoče še tukaj izpostavila, je pač to recimo kot en vidik nasilja, ampak kaj pa se zgodi, ko recimo začnemo kot nasilje dojemati to neko tiho večino, ne, se pravi neko to širšo levo-liberalno, to pa recimo Marina na začetku govorila, ne, se pravi, ja, seveda smo podporni, ja, seveda odprta družba, ampak potem ne gremo na referendum, ker pač grih smo, ne vem, si vplačali v Umago tam en vikend in pač sorry, to pa res ni tako pomembno ali pa ne vem, ne. Kaj pa recimo se zgodi, ko bi se začeli pogovarjati o tem kot o nasilju ali pa recimo o tovrstnem nasilju, ne? Ker tukaj pa se mi zdi, da je ena velika luknja, pač pogovarjamo se seveda o tem zelo jasni sovražni retoriki, pač zelo transparentnemu, razkritemu sovražniku, kot je pač recimo nek neonacizem, kaj pa recimo ta velika tiha večina, ki je sicer podporna, ampak ne, tu se mi zdi, da je tudi ena taka zadeva, ki mogoče bi jo bilo potrebno še bolj jasno nasloviti, se pravi pač to neko, ja, seveda pač naj imajo, naj bojo, ampak to se me ne tiče, kar na nek način tudi meji na te fuzbal pogovore in to pač, o čemer mogoče bi lahko tudi to vrstni tipi ljudi padli v to. Pa bom mogoče še zastavila eno vprašanje, mislim, če bi kdo karkoli komentiral na tole. Jaz bi se mogoče samo navezala na kratko na to, da v bistvu po Gordonu Allportu bi vse to spadalo v polje predsodkov, a ne, ki po njegovi teoriji ima 5 faz izražanja, imajo, ne, prvo je ogovarjanje, se pravi šale, drugo je izogibanje, pojdi stran, se me nič ne moti, samo nočem te gledati, ne. Tako da primer tega so javnomnenjske raziskave, koga si ne bi želeli imeti za soseda in tako naprej. Potem v tretji fazi smo pa že na diskriminaciji, smo že na sistematičnem razlikovanju, na odrekanju določenih dobrin, pravic, svoboščin, potem četrta faza je nasilje, ne, tukaj ne smemo pozabiti, da nasilje je fizično, spolno in je psihično, in potem peta faza je pa genocid. Tako da jaz mogoče bolj kot v nasilju bi govorila o polju predsodkov in različnih načinih izražanja predsodkov, ki pa nobeden od njih ni okej. Ja, ampak recimo, kaj se zgodi, ko pač, ne vem, recimo vlado izpostavlja pač, ja, in je omenjala Magnusa Hirschfelda, ki recimo pač ravno festival Magnus dobil ime po njem, ki je pravzaprav prvi v Evropi odprto polje, ne, se pravi razprave o seksualnosti, ne, in recimo ena njegovih ključnih premis je bila to, kar je še vedno ena ključnih premis celotnega gibanja, torej pač, ja, seveda borimo se z pač predsodki z vedenjem, ne, ampak kaj pa pač recimo, ko na nek način vedenje ni dovolj, ne. Ko pač imaš vse to vedenje in to se mi zdi, da je pač vlado izjemno dobro izpostavila. Zdaj bi pa mogoče se navezala še na eno stvar, ki se mi je utrnila pri njenem prispevku in kar je v bistvu si rekla že takrat, ko so se spoznali, ne, to je bilo v Mladincu na tem pogovoru ob 8. marcu o feminizmih, antifeminizmih in takrat si rekla eno stvar, ki sem se zdaj nekako preko tvojega prispevka spet spomnila in to je, da smo pravzaprav vse in vsi trans. In to se mi je zdelo tako ja, to je to, ne. Kaj se zgodi, ko recimo iz te premise izhajamo in začnemo na tak način razmišljati, recimo, ok, ne samo o spolu, recimo tudi o vrsti, ampak recimo, če ostanemo zdaj o spolu. In ne, tako kot je pač Marina rekla, ja, pač Palestina je nezavedno Izraela, ne, a je trans nezavedno cis. Na nek način recimo vse te recimo videe, ki smo jih lahko pač na Novi 24 gledali, se pravi otroci, ki postanejo trans, vse te pravzaprav neki strahovi izražajo ravno to neko
da smo pravzaprav vsi trans, pač mogoče, če lahko to malo komentiraš, ali je to pravzaprav to nelagodje? Ja, ne vem, kje sploh začeti, ne. Skratka, ta izjava je mogoče bila rahlo tudi kot namerno provokativna, a ne. Torej, da bi se ljudje začeli malo razmišljati o lastni ospoljenosti. Ne, kaj moje izhodišče je, seveda izviram iz lastne specifične zgodbe, da se moramo v resnici razpoliti, ne, in to tudi cisspolni ljudje, ne, dejansko vsi, da bi se začeli zavedati naše ospoljenosti. Torej, ne samo kako mi lahko uprizarjamo spol ali pa ga subvertiramo ali pa tudi ne uprizarjamo, pa kako spol tudi kot kategorija, družbena kategorija, pravna kategorija in tako naprej pravzaprav uprizarja nas. Ne? In ko pa začne človek malo na ta način razmišljati, potem pa je že na poti, da lahko s svojim spolom začne tudi kaj početi. Ne? Skratka, kar mene tudi pri ljudeh, ki veljajo za teoretike na področju spola in tako naprej, me zmeri znova preseneti, da opazim zelo slabo aplikacijo v njihovih praksah spola. Ne, recimo, torej, kje se jim to, da so specialisti za določeno področje, ki mu rečemo spol in to naprej, kje se jim potem to pozna pri njih tudi. Ne? In tu pa moram priznati moje zelo ostro oko, da me večinoma razočara, ne, ljudje, ker vidim, da dejansko ta vednost ni šla, kot bi rekli, s Foucaultjevsko malo, ne, dejansko skozi njihovo telo. Ne? Ker ko gre, postane to tudi na tak ali drugačen način tudi manifestno. Ne, torej, skratka, ne, torej moj bolje, da začnemo torej reflektirati to, kar mislimo, da smo, ne. In skratka, ne, moj način pravzaprav ni, da jaz želim pridikati ljudem, da to morajo narediti in to naprej, ne. Skratka, mislim pa, ker spol je ena izmed pravzaprav torej osnovnih, ne, standardnih oblik družbene organizacije, klasifikacije, konstitucije in tako naprej, da bi bilo fino, da bi se tega začeli zavedati, kako smo umeščeni, kako smo samoumeščeni, ne, in da lahko tudi sami kaj pri tem naredimo, ne, skratka, da smo bolj inventivni, predvsem pa, da bi bili bolj refleksivni v tem, ne, skratka, to bi bilo že veliko, ne, da ne bi spol tako dojemali tako res torej spontano, avtomatsko, ne, recimo moja izkušnja je kot transspolne osebe v Slovenski akademiji, torej, mogoče sem jaz tukaj najmanj omrežena oseba od tule nastopajočih, torej nisem tudi hišna oseba, recimo te institucije, pa nasploh sem precej odmaknjena, ker mislim, da se boljše vidi tudi v centre, torej z neke periferije, pa se ne želim avtomarginalizirati, nikakor ne, ne. Ampak preprosto, ja, moj odmik je bil povezan tudi s tem, da pravzaprav je ta spolni binarizem, ko gre zame, postajal tudi zelo že torej nelagoden, no. Torej, govorim pa o pripisni disforiji, a ne, skratka, ne, in enkrat rečem, ne, ko žirafo pokličete po slonu, se pač ne bo več ozrla. Ne? Tako, in mene najbolj pač to neverjetno zmeri znova preseneti, kako slabo je z refleksijo o spolu, o spoljenosti opremljen homo academicus pri nas, a la Sloven. Zelo slabo, moram priznati, to je moja izkušnja, pa sem, veste, v akademiji od sredine 90-ih let, da je zelo slabo opremljen. Moja konkretna institucija, ki velja za eno, lahko rečem malo bolj, rečemo tako, odprtih
kjer imam zaposlitev, ne, je potrebovala od tega, da je institucija bila udomačena v informacijo o tem, kaj, da sem pa je izvedla popolnoma posredno preko reševanja ene ankete o popolnoma drugih temah, povezane z reprodukcijo institucije in tako naprej, pa do tega, da bi ljudje začeli to izvajati v praksi, je menilo več kot 10 let. Več kot 10 let. Tako da, ja, hvala, se Vlada. učimo, ne, vsi na nek način, ne, tako da. Ja, hvala. Jaz mislim, da lahko kakšno rečemo o institucijah in spolu še pri hrani, tako da najlepša hvala vsem za poslušanje. Aha, ok, ja, valjda. Ena stvar, ki sem jo prej pozabil reči, pa sem se zdaj spomnil, ne, ob tem. Tisti problem, ki je, ne, in zaradi tega je vsaka tendenca, da zadeve grejo nazaj ali pa da se ustavijo celo, ne, da se ta boj ustavi, da se konča, da rečemo, opravili smo, ne, v redu je, a ne, je problematično natanko zato, a ne, ker če se mi probamo zavesti, koliko se je nabral v teh časih transspolnih oseb že recimo, a ne, ki tega niso nikoli, ki ne vedo za to, ki so šle skozi neko, a ne, rekel, bile napačno samo prepoznane kot, ne vem, homoseksualci ali pa kakorkoli že, ali pa, mislim, in se je zadeva na nek način zabetonirala, za silo zacementirala na neki drugi točki, se pravi na točki, ki je bila zgrešena v bistvu v neki popačni obliki. Če si predstavljamo, koliko ene hodeče žal, ne, da rečem, zdaj pa posledično sekundarne, tukaj pa patologije, ne, do nje pa tukaj pride, ne, če se človek rekel, napačno prepoznava in napačno sili v neko identiteto, ki je nima, ne. Zato so te stvari po mojem toliko bistvene, ne, da tukaj je toliko stvari za popraviti, toliko stvari za, da rečem, za odkriti, toliko ljudem za pomagati v končni fazi, toliko ene samorefleksije moramo tudi sami opraviti, ne, da nismo morda tudi sami na neki točki naredili neke napačne samodiagnoze, da rečem v tem smislu, ne, ne vemo, ne, morda nikoli ne bomo zvedeli. Hvala. Ja, zadaj so sicer še neke roke, ampak bodo te roke morali počakati na kosilo, ker smo zdaj že res precej preko in zdaj se nam je pridružil direktor dr. Oto Lutar in bo pozdravil vse prisotne. Na to pa vabim k hrani, tako da lahko mogoče v tem kontekstu neformalnem še kakšno rečemo. Najlepša hvala govorkam in govorcem in vam, ki ste prišli. In predajam besedo. Hvala lepa. Zdaj, ne bom čist najbolj kratek, ampak še vedno dovolj za to, da ne boste prikrajšani za napovedano okrepčitev. Res hvala za posebno vabilo, za današnji pozdrav. Zdaj, jaz običajno v tej svoji vlogi dobivam predloge, da srečanja, najpogosteje pač srečanja povezana z našim delom, torej seminarji, konferencami, delavnicami in tako naprej, da pozdravim in to razumem kot sestavni del svojega dela in včasih je to glede na temo zame osebno kot raziskovalca bolj zanimivo, včasih manj, ampak se poskušam pač prilagoditi situaciji. To pa ni zame službena situacija, ampak nekaj, kar me osebno neposredno nagovarja v različnih vlogah in bom v nadaljevanju povedal tudi zakaj. In sem zato tega vabila vesel. Skratka, tega ne počnem zdaj tukaj za različnih protokolarnih nalog. Hkrati pa
in to bi rad še posebej poudarjal, tukaj zavestno nastopam tudi kot pravni zastopnik Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Nenazadnje tudi zaradi tega, ker so zdaj že začele na moj naslov prihajati pošte z nenavadnimi vprašanji, med katerimi je tudi, ali se mi zdi prav kot predstavniku pravne osebe, da prihaja do instrumentalizacije ugledne raziskovalne ustanove. In to je tudi razlog, zakaj sem zamudil. In zdaj del enega od odgovorov bom tukaj tudi povzel, tako da bo stališče pravne osebe Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU kristalno jasno. In to, kar sem imel namen povedati, ker sem vmes razmišljal, odkar mi je Boris še dodatno povabil k temu nagovoru sproti, kar sem hotel povedati, sem nekako zdaj izložil v 3 dele. Prvič, do danes sem zasledil samo eno konsistentno izjavo izpostavljenega politika, ki se mu je zdelo vredno opozoriti na to, da kljub sprejemu družinskega zakonika, ki je pravno izenačil istospolne in raznospolne pare na področju družinskega življenja, boj za pravo enakopravnost še zdaleč ni končan. In s tem se seveda globoko strinjam. Po drugi strani ugotavljam, da se je brezsramni seksizem tistih, ki širijo sovraštvo in nestrpnost do vseh, ki ne ustrezajo naravni normi, še povečal, in to močno. Z njim pa tudi število neposrednih in posrednih napadov na LGTB plus skupnost in vse, ki jo podpirajo oziroma podpirajo. Pohvali in javne politične podpore sta bila deležna celo 2 zame zelo problematična človeka, bivša ali aktualna politika. Prvič, človek, obsojen prestopnik, ki je nekoč v Državnem zboru v parlamentu pozival za preverjanje fizičnega spola, in simpatizer neonacijev, ki se tudi s podporo homofobov sedaj seli na poslanski sedež v Evropski parlament. Še najbolj pa se mi zdi zaskrbljujoča negibnost, nelagodje in ponekod tudi strah otopele večine, ki se samo še umika in ki samo še molči, kar se pozna tudi v previdnem poročanju večine medijev, ki imajo težavo s kritičnim komentarjem ali pa celo obsodbo na račun vseh, ki so tako ali drugače doslej letos motili prireditve povezane z parado ponosa. Tudi zato sem vesel in ponosen, da je ekipa Roza ZRC s podporo Komisije ZRC SAZU za etiko in integriteto in v sodelovanju s knjigarno Azil pripravila tako kvaliteten program in da sploh imamo program v naši ustanovi. Drugič, kot ponosni oče nedavno srečno poročenega sina, ki je gej, pa se strinjam z avtorico anarha feminističnega manifesta Chiaro Botucci, ki med drugim opozarja na to, da boj proti posameznim oblikam potlačevanja ne zadošča, da je potrebno imeti ves čas pred očmi tudi druge oblike izkoriščanja, saj vse temeljijo na prepričanju, da so določeni ljudje več vredni in da to upravičuje njihovo gospodstvo. Čeprav se je včasih potrebno osredotočiti na določene oblike izkoriščanja, ne smemo pozabiti, da so vse te niti del istega vozla gospodstva, vozla, ki ga je mogoče razvozlati le v primeru, ne samo v primeru, če razvozlamo posamični del. Prav vsak od njih namreč predstavlja konkretno os izkoriščanja oziroma ponazarja posebno obliko izključenih oziroma izključenosti.
In dokler obstajajo izključeni, obstaja potreba po našem klicu po svobodi. V primeru današnje manifestacije je to predvsem poziv za svobodo izkoriščenih teles določenega spola in spolne usmerjenosti. Tretjič, izbral sem enega od odgovorov, ki ga bom zdaj recikliral na vsa vprašanja, ki bojo še prišla, zaskrbljenje javnosti namreč, ali pa si privoščil delno moduliranje, odvisno kakšne volje v določenem trenutku bom. Torej, na nekoga, ki je zaskrbljen zaradi te prej omenjene instrumentalizacije, na njegovo vprašanje sem odgovoril in bom odgovarjal naprej na podobna vprašanja. Presenečeni, da naša prizadevanja za polno uveljavitev ustavnih in zakonskih pravic državljank in državljanov v Sloveniji razumete kot, citat, reklamni pano za infantilne ideologije, vas obveščam, da je sklop prireditve v okviru Roza ZRC vključno z izobešanjem zastave, ker to konkretno osebo najbolj moti, pripravila skupina raziskovalk in raziskovalcev, ki jo v celoti podpiram in sem za to dogodke tudi odobril, ker namreč vedno sprašujejo, ali je pravna oseba te nespodobne stvari odobrila. Ena od zastav je bila izobešena tudi na pobudo komisije ZRC SAZU za etiko, integriteto in enake možnosti, na kar sem še posebej ponosen. Ne nazadnje tudi zato, ker se zavedam, da sprejem družinskega zakonika, ki je izenačil pravice istospolnim, raznospolnim osebam, vendar ta ne zagotavlja polne uveljavitve njihovih pravic in zato, ker se za tega v okviru zavedamo, organiziramo podobne prireditve, vključno z izobešanjem mavrične zastave in tako vsaj malo prispevamo zmanjšanju možnosti za izključevanje in dnevno politično zlonamerno instrumentalizacijo določenega spola ali spolne usmerjenosti. Se proščam, bil sem malo daljši, večino tega, kar sem imel zapovedati, sem prebral, ampak zdelo se mi je, da v takih okoliščinah potrebno natančno zbrati besede, pravilno zložiti, ker še posebej, če bodo posredovane naprej ali se bo nekdo na njih skliceval, da tu ne bo nesporazumov okoli tega, kaj je kdo v kateri priložnosti želel povedati. Torej, hvala za potrpljenje in zdaj seveda hvala še enkrat vsem, ki so tako ali drugače vpleteni v te dogodke in vsi, ki ste do zdaj že sodelovali in seveda vam, ki ste prišli in tistim, ki še bojo prišli in dober tek. Najlepša hvala. Ponovno vabim k hrani in ostanite tukaj, ker sledi predstavitev smernic za spolno občutljivo rabo jezika, ki bosta predstavila dr. Branislava Vičan in dr. Boris Kern. Najlepša hvala.